Redna letna skupščina je bila druga pod vodstvom aktualnega predsednika Radenka Mijatovića. Potekala je v delovnem, a obenem sproščenem ozračju, saj NZS deluje v zastavljenih okvirih. Pomembni so poslovni izidi. Proračun zveze se je povečal za 13,7%. Ostaja uravnotežen in je v letu 2017 znašal slabih 14 milijonov evrov. Presežek prihodkov nad odhodki je slabih 400 tisoč evrov. Skratka, kljub rezultatskim nihanjem Nogometna zveza Slovenije ostaja največja in najmočnejša panožna zveza v Sloveniji. Uvrščanje na velika prvenstva ni odločilno za delovanje Nogometne zveze in izvajanje programov. Kot ste videli, proračun je uravnotežen, stabilen. Bogdan Gabrovec, predsednik OKS-a, in Boro Štrumbelj iz direktorata za šport sta prinesla vzpodbudno novico, da bo država v letošnjem letu nogometu zagotovila 20% več finančnih sredstev. S podobnim sporočilom tudi Angelo Rigopoulos iz UEFA, ki bo zvezam v naslednjem 4-letnem obdobju za infrastrukturo namenila po 14,4 milijona evrov. Dnevno se o tem pogovarjamo, ker je ogromno sredin v Sloveniji, ki si želijo izboljšati infrastrukturne pogoje, ali graditi nova igrišča, ali zamenjevati kondicijo starih. Tako da mi smo pravilnik o sovlaganju v infrastrukturo sprejeli. Angelo Rigopoulos, sicer doma iz Verone, ki je na UEFA direktor sektorja za sodelovanje z nacionalnimi zvezami, se je v simpatičnem nagovoru izkazal kot dober poznavalec slovenskega nogometa in poudaril, da je njegova pisarna tako rekoč povsod po Evropi. Lavoriamo un po' in tutta Europa. Ogni giorno c'è qualcuno del nostro ufficio che visita una federazione, ci sono federazioni che visitano l'UEFA, quindi diciamo che siamo in tutta Europa in realtà. Visoka gostja tudi Svetovne nogometne zveze, ki je po prevzemu funkcije vodje razvojnih programov prav v Slovenijo prišla na prvo službeno potovanje. Yeah, it's my first visit to a member association, so for sure I will keep Slovenia in a memory, in a good memory. I hope I'll have the chance to come back and to see how it's progressing. Ob poslovnem in tekmovalnem pogledu nazaj in naprej je skupščina potrdila reorganizacijo 3. lige, ki bo od sezone 2019-20 razdeljena na vzhodno in zahodno skupino s po 14 klubi. Eden osrednjih dogodkov tudi podelitev priznanj. Najvišji naziv častni član Nogometne zveze Slovenije sta šli v roke Andreja Pongračiča in Franca Kopatina. Pohojena pot je dolga, začeli smo že okoli leta 80, takrat je bila zveza čisto drugačna kot zdaj. In sem zelo vesel, če vidim ta napredek, ki je. Ko je bila včasih Nogometna zveza, sta bila 2 zaposlena, zdaj jih je pa, če sem ne motim, 54. Je nogomet v Sloveniji v dobri kondiciji? Zgleda, da vse boljši, tudi finančni, tudi kvalitetni. Trenutno sicer večina gleda na A reprezentanco in njene rezultate, ampak mislim, da se bo tudi ta zadeva stabilizirala in da bomo napredovali tako, kot smo začrtali. Slovenska nogometna družina se je sicer povečala tudi v zadnjem letu za 3600 novih članov in danes šteje 46 773 registriranih igralk in igralcev.